nami je razstava, za katero bi rekli, da temelji na precej zapletenem konceptu, ki se razgrne seveda, ko pridemo v ta galerijski prostor in so pred nami slike Tilna Žbone in Andreja Savskega. Upali bi skoraj reči, da gre skorajda za razstavo v razstavi, da Andrej Savski razstavlja v razstavi Tilna Žbone. No, ampak ravno tu je srž tega koncepta, ki je zastavljen v tej razstavi. Ta konflikt ali kontrast, natančneje, med slikami enega in drugega pravzaprav zastavljata to globjo vsebino. Skratka, Andrej Savski, kot vemo, pomemben član skupine Irwin, konceptualistične skupine, se tukaj predstavlja s svojimi novejšimi deli, ki so pravzaprav povsem klasično slikarska, realistične podobe. Tilen Žbona, ki pa je tudi avtor, ki obvlada tudi določene druge alternativne likovne prakse, se tukaj predstavlja s svojimi klasično slikarskimi deli. Prvi kontrast je pravzaprav v načinu upodobitve. Skratka, Savski, ki konkretno uprizarja pravzaprav nekakšne filmske sekvence iz filmov klasične produkcije, recimo 60-ih, 70-ih let, in pa Tilen Žbona, ki v bistvu predstavlja nekaj, kar je tudi pojavno v filmskih scenah nekaterih novejših sodobnih znanstveno-fantastičnih filmov. Skratka, Savski je zelo umirjen, njegove podobe tukaj ujamejo določeno sekvenco nekega filma, medtem ko je čisto nasprotje podoba Tilna Žbone, ki je povsem dinamična in se izkazuje kot nekakšen časovni pretok, sekvenca za sekvenco. Kontrast pa se pričenja tudi v temu, da praktično en in drugi se ukvarja na svojstven način pravzaprav z nekim človeškim duhovnim stanjem. Lahko bi rekli, da je ta umirjenost, ki jo prepoznamo na podobah Savskega, pravzaprav tista kontemplacija znotraj posameznika, ki doseže nek nivo, bomo rekli, pozitivnega, lagodnega stanja, medtem ko je fabulativni svet Tilnovih, Žboninih podob pravzaprav nekakšna histerija, nemirnost posameznika, ki znotraj sebe ne more preiti v realnost. Skratka, gre za boj posameznika v lastnem telesu. Telo, ki se nikakor ne more materializirati, kajti te kreature, jaz bi jim rekel spektrali pravzaprav, sploh niso sestavljene iz neke materialnosti, ampak gravitirajo k temu, da bi prestopili v ta resnični svet. Ko gledamo te podobe, pravzaprav začutimo nekakšno nelagodje ali tenzijo, ki je lahko negativna v smislu, da nam vzburjajo strah. A po drugi strani so te podobe usmerjene v to, da preidemo, da prestopimo ta strah, to travmo. No, tako da je v tej praktično klasični izvedbi nekega likovnega delovanja praktično v klasični slikarski tehniki zastavljeno nekaj, kar tiči kot breme trenutne aktualnosti družbe, sveta in posameznika.
tehnično vzeto so pravzaprav pred nami slikarska dela v klasični tehniki olja na platnu in pa risbe, pravzaprav nekakšne risbe, izgotovljene v tehniki grafita na platno, ponekod imamo tudi nekaj kolaža, ki pa so ene prve povsem barvite, koloristične, druge pa povsem črno-bele, skratka z nekim redukcijo barve. Kajti tudi črnina tukaj ni prava črnina, ampak ostaja nekje v nekem chiaroscuru, pravzaprav prehodnosti, blagi prehodnosti, pravzaprav iz črnine v belino. No, lahko rečemo, da je delo, slikarsko delo Tilna Žbone pravzaprav izvrstno, zaradi tega, ker Tilna Žbona ima gotovo neko manualno bravuro, ki morda danes v slikarstvu celo velikokrat manjka. No, skratka, je mojster linije. No in ravno ta linija ustvarja, linija, ki jo doseže z grafitno paličico, če rečem tako, ustvarja pravzaprav to ekspresivnost, ki nam jo te podobe pravzaprav izpostavljajo. Medtem ko je pri Savskem pravzaprav ne zaznamo te manualnosti, kajti ne gre za gestualno delo, ampak za preprosto uprizoritev na način, ki seveda izvira pravzaprav iz tega realističnega, klasičnega slikarstva. Na vsak način je razstava zanimiva tudi v tem smislu, da pravzaprav gre tukaj za predmetnost, na katerem pač temelji ta vizualna izpoved. Skratka, pred nami so slike in tudi to je zanimivo, da recimo skupina Irwin, ki je gotovo konceptualistična skupina, je svojo sporočilnost izjavljala skoraj obvezno skozi predmet. Irwini se ukvarjajo s predmetom, s sliko, z objektom in njihova, bomo rekli, vsebinska, pa tudi konceptualna izraznost temelji na predmetu. Tako da Savski se vrača pravzaprav k tistemu, kar je nekako izhodišče in se zelo pač posveti temu, da je to pravzaprav slikarstvo.